Gospod Ferlič, izvolite. No, jaz imam eno vprašanje glede hitre privatizacije, ki je takrat bila model nekaterih v naši državi. V bistvu sem poslušal vaše predavanje in ste bili takrat že po 90 letu tudi jasno povedal, kako bo to izgledalo in to se tako, kot ste vi predvidevali, tudi zgodilo. Da so pač uspeli tisti, ki so svojo stroko poznali in ki so bili nekje za svojo stroko nekje vezani, tudi drugače. Način, ko ostalo je pa šlo v bistvu v tržno trgovanje tega, to, kar je pa zakon dopuščal. Vse je v bistvu zakon to dopuščal. V bistvu zdaj imamo vprašanje, kako bi mi po tej poti vsaj delno nekje nazaj prišli. Mi vemo, da imamo paradne konje, smo imeli v vseh krajih naše Slovenije, ki jih pač danes ni, ali so še pa delno nekje od določenih segmentih opravljajo svoje stvari. Jaz mislim, da tukaj država kot aparat, ki bi mogla pa te stvari pa le nekako urejati. To pa ne ureja, se ima država v bistvu svoj aparat, ki bi mogel pa tudi odgovarjati, nekje, če vzavamo mi brezposelnost, kakšno je potem neplačane stvari za socialno zavarovanje in te stvari. V bistvu bi mogli ti uslužbenci te države, ki so plačani, nekaj odgovarjati. Tako da v bistvu nam ne gre to v račun. Večina ljudi mi zameri neko izjavo, ki sem jo dal, da je certifikati, da so precej nič vredni. Moram reči, ko zelo narobe nisem mu, čeprav mi je za to izjavo zmeraj žal. Ker ljudje pač vsi, ki mislijo, da so nekaj izgubili, mislijo, da bi ta svoj certifikat prinesli v Krko ali pa v Lek. Sam tam ni bilo nobenega prostora. 65% ljudi je certifikate morali prinesti v Pide, ker ni bilo nobene druge možnosti. In kolikor jaz vem, tisti ljudje prav veliko teh certifikatov zaenkrat niso dobili. Se pravi, to je bila, čeprav mi je žal za to, da sem pač rekel, ker pač ljudje so prepričani, da je pač tako. Zdaj, kar se tiče lastninjenja ali pa privatizacije, tega lastninjenja ali pa privatizacije nikoli ne moreš narediti na prav način. Zmeraj bojo same napake. To je tako velika operacija, da se ne more popolnoma posreči v tem smislu, da bodo vsi zadovoljni z njo. Jaz sem dolgo časa celo verjel, da pri nas s kombinacijo dveh stvari, in sicer nekaj je bilo tako imenovano decentralizirana privatizacija, kar je pomenilo, da država določi pravila, podjetje pa izbere način privatizacije. Zakaj je meni bilo to všeč? Ker rezultat ni bil jasen in ker je bilo zelo jasno, da so podjetja zelo različna. Imate podjetja, kjer ljudje zaupajo v svoje podjetje in kjer je relativno malo kapitala, pa veliko ljudi v takšnih podjetjih bojo prevladovali, da so lahko prevladali notranji lastniki. Notranji lastniki so meni bili nekdaj všeč, ker se mi je zdel poseben, da v času tranzicije je osnovni problem najti odgovornega lastnika. Se pravi, nekdo, ki je odgovoren. In jaz sem zmeraj mislil, če je kdo odgovoren, potem so tisti, ki so v službi, jih zanima ta odgovornost. Potem seveda ta druga stran, in to sem jaz rekel, dobro, dajmo v tem primeru nadaljevati samo upravljanje, če hočete, da bomo pač zdaj dobili notranje lastnike. No, drugi so pa seveda trdili, ne, to je treba, tako je treba pozabiti, da smo kdaj imeli samo upravljanje, treba je ustanoviti sklade, ljudem porazdeliti certifikate in zdaj bodo skladi pač postali lastniki. No, kaj se je zgodilo? V večini podjetij so sicer notranji lastniki pridobili večinski delež, lahko so največ do 60 prišli, še s tistimi popusti in tako naprej. Ste pa začelo postopoma to koncentrirati, ker ljudje, ki so se upokojili in tako naprej, so pač to prodajali in je prišlo do tega, da se je pač to zmanjšvalo. Samo po številu podjetij. Zelo jasno je pa, da na ta način se ni dal privatizirati podjetij, ki so bila zelo velika. In nekaj podjetij je bilo takih, pač, ker nihče ni hotel
prinesti certifikata zaradi mene železarne, če hočete. Tam noben ni hotel in so raje ljudje nesli certifikate na petrol, kolikor je bil pač prostora, oziroma so dali različnim pidom. A bilo to mogoče drugače narediti, ne vem. Zdajle, po 20 letih, kaj bi bilo treba drugače narediti? Jaz pri privatizaciji podjetij ne bi nič več dovolil, da se privatizira zemlja, na katerem podjetje je. To bi bilo lahko v javni lasti. Ostalo v javni lasti podjetje je praktično neomejeno, ne more pa prodajati. Kaj se pri teh tajkunih? Zmeraj so se zanašali, da je tam neka zemlja, pa bomo v Ljubljani raje podjetje uničil, zato ker je zemlja več vredna kot podjetje. Ampak dobro, to je zdaj 20 let potem govoril. Ta drug problem, ki je bil pa spregledan, kjer sem pa jaz zelo močno nasprotoval, so bili pa skladi, oziroma pidi. In tule pa po moje nastalo tisto, s čemer smo zdaj vsi zadovoljno, vključni s tajkuni in tako naprej, ker če smo čisto odkriti, tajkuni brez kada in soda ne bi mogli nastati. Za tajkune ste rabili, da tudi to prodajo premoženja, kak sta ga imela kad in sod. Tako da, kaj bi drugače naredil? Bi drugače naredil. Samo je dobro, počasno je dobro, hitro, tebi pa spor o tem, ne. Tisti, ki so nas nasprotovali tem počasno, da se nič ne mudi, pa bomo dokapitalizirali, so imeli nečem prav. Privatni interes je zmeraj močnejši od javnega interesa, ne. To je najbrž slaba stran tega počasnega. Drugače pa ne vem, ne, to je, kaj bi se izcimili, če bi šlo drugače, enostavno ne vem. Jaz sem skoraj doslej verjel, da smo naredili še najmanj napak v vsej vzhodni Evropi glede privatizacije, ker seveda, kaj so pa v vzhodni Evropi naredili? V vzhodni Evropi so pa večinoma vse prodali tujcem, ne. Posebno so pa tujci pobrali bančni sistem, finančni sistem trgovine. Pri nas smo pri trgovinah imeli nekoliko sreče, da smo imeli Mercator, Merkur, pa Tuš, ki se je na nov pojavil. Če pa greste v vzhodno Evropo, pa je teh domačih trgovin še manj. Če gledate bančen sistem, pri nas imamo približno 36% tujega lastništva, v Estoniji 99% tujega lastništva v bančnem sistemu, vsi so prodali telekome, pa ne vem, zakaj naš telekom ni nič slabš tehnično, pa je neki drug telekom. Jaz enostavno pri teh prodajah tujcem kot načinu privatizacije, pravijo, da je najboljša, ničesa ne vidim, jaz nimam nič proti tujcem. Ili ne vem, zakaj bi jim dajal, da imajo oni dobiček, če ga bomo lahko mi, zakaj bi oni upravljali nekaj, če se mi znamo upravljati, ili te ne vidim nobenega smisla, zakaj zmeri iskati nekega tujca, ne. Ampak pri nas smo tudi tako nagnjeni. Mi nimamo nič proti temu, da tujemu tajkunu prodamo, tako smo prodali za mene železarne, ravno tako za kredit, ne. Imamo pa zelo veliko proti temu, da domačemu tajkunu prodamo, ampak ne vidim jaz tu nobene razlike. Pa tudi imamo zdaj recimo tole, pogledajte recimo primer Mure pa Revoza. V Revoz smo takoj obljubili 18 milijonov Renaultju, zato da bomo naprej proizvodno. Ja, v Muri pa to ni bilo mogoče, sej v Muri nič ne vem. Jaz dveči sem se zmeraj spraševal pri Muri, nikoli nisem odgovora dobil. Ali Mura sploh dela produkt, ki ga je še mogoče prodati, ker prav moški zmeraj manj nosimo težko konfekcijo, ne? To se pravi, to ne vemo. In drugič, pa nikoli ni bilo odgovora na vprašanje, ali so socialni stroški zapiranja Mure, z vsem stvarmi, ki jih moraš zraven imeti, res nižji od, recimo, 10 letja izgub, ki bi jih nekdo pokrival. Ker tle sem pa na stališču, da država ne more gledati tako kot privatni lastnik. To se pravi, tudi če Mura, pa neko drugo podjetje še leta in leta delo z izgubo, mogoče se to še zmeraj splača bolj. Ker se pravi, ja, to je pa metvan vrečo brez dna. Ja ne, v tej vreči so ljudje, ne.